Dobrodošli v AI Q&A 2.0. Današnje vprašanje, ki ga bom obravnaval v tem videu, je, zakaj te vrat začne boleti šele zvečer, čeprav dan sploh ni bil tako naporen. Če vas vrat začne boleti šele zvečer, težava ne nastane šele takrat. Zvečer jo običajno samo prvič dovolj jasno začutimo. Čez dan telo običajno zelo dolgo ali predolgo kompenzira z dodatno napetostjo več mišičnega tonusa v ramenih, čeljusti, prsnem košu in trebuhu. In če to traja predolgo, se potem lahko zvečer, ko se situacija umiri, pritisk zmanjša, pojavi občutek zbadanja, togosti ali bolečine. To je tudi pogost razlog, da podzavestno ali pa instinktivno, intuitivno oseba poveže, če na nezavestni ravni, nižanje pritiska zvečer, ko se stvari umirjajo, s tem, da se povečuje bolečino v vratu in taka oseba potem pogosto zvečer ustvari dodaten pritisk. Ali gleda kakšno takšno vsebino, ali na televiziji, ali kje drugje, ali je bolj, rečemo tem, tečna, bolj nataknjena, bolj občutljiva, se lažje razburi in potem seveda širi okrog visok pritisk v okolju, v katerem je. In seveda potem, namesto da bi ona čutila bolečino v vratu, potem drugi čutijo bolečino v svojih telesih ali umih. In ravno zaradi tega, ker čez dan se lahko osredotočimo na marsikaj druga in nekako odmislimo to napetost v vratu ali v zgornjem delu trupa, čeprav to, če odmislimo, še ne pomeni, da je nimamo, se bolečina pogosto pojavi šele zvečer in pomeni in dokazuje, da je telo že prej nosilo ta pritisk in da tega več enostavno ne more prenesti in se potem seveda ta blokada sprosti. Bolečino začutimo, ne znamo pa povezati vzrokov, ki so nastali prej, s tem stanjem, ki ga imamo sedaj. Po AIQ 2.0 kronično stanje, sprav, če se vam ta bolečina v vratu ponavlja večkrat, ne samo enkrat, nastane takrat, ko telo predolgo vzdržuje povišen tonus in to spremeni v navado, v kronično stanje. Mišice držijo določeno delo, ki bi ga v zdravem ritmu ali pa v zdravem okolju brez senzorno-motorne zastrtosti samo začasno opravljale. Se pravi, bi napeli vrat ali pa ramena takrat, ko bi bili v določenem stresu, da bi ga prenesli, ker je breme, ali pa da bi zadržali, da to, kar imate tukaj noter, ne pride ven skozi usta in zategnete ves ta del. In to spet traja nekaj časa, če se pa to pogosto zgodi, ali pa prepogosto dogaja, recimo, ko delate za računalnikom, pa ste skozi napeti, ker malo slab živite, pa je mogoče monitor predaleč, ali pa ko ste spet na cesti, pa je spet prometni zastoj, pa se vam spet mudi, ali pa se pri sestankih nekaj spet zakomplicira, ker je nekdo spet pozabil nekaj narediti, koliko bi bilo treba, ali pa pri delu z ljudmi, ali pa tudi doma, ko bi že lahko, ali pa bi morali vse zaključiti, pa telo kar nekako ne more iti iz tega položaja pripravljenosti in pa recimo moja žena reče, da je to gotna. Takrat v bistvu veš, da je bilo vsega preveč in seveda ta preveč potem rine gor in je potem potrebno z zakrčenim vratom to držati dol. Lahko si predstavljate, da ste v avtobusu, pa vam postane slabo, pa nimate kam bruhati in čutite, da rine gor in se napnete, da boste to porinili dol. In zdaj seveda, če se vam to dogaja veliko dnevov, pa vse ali pa cele dneve, potem bolečino v vratu seveda ni nič čudnega. In na to se navadimo, take sestanke, tako stanje v prometu in podobne stvari, ki sem jih prej naštel, niti ne opazimo več, ker je nekaj popolnoma normalnega in običajno potem mislimo, da je bil dan popolnoma miren oziroma normalen. Telo je pa v resnici ves dan držalo večjo mišično napetost, kot bi bilo to potrebno. In tukaj je potrebno razumeti še nekaj in to, da telo drži napetost takrat,
ko za to ni več potrebe, če je v stanju senzorno-motorne zastrtosti ali pa amnezije, in da ta napetost iz podzavestnih delov živčnega sistema prihaja in ostaja kronično, ker deluje kot neko samodejno avtomatsko varovanje, ki je bilo včasih nujno in koristno ali pa potrebno, in nato se je postopoma spremenilo v, recimo temu, stalno nastavitev in oseba se navadi, da s to napetostjo ohranja ali pa ustvarja občutek nadzora, varnosti, združljivosti z drugimi, da lahko dela v kolektivu, kjer mu gre 3/4 ljudi na živce, šefa ne more videti, ker je toliko nesposoben, ampak po drugi strani ima pa večji strah pred spremembo, da bi šel drugam, da bi spremenil stanje v kolektivu, ki bi nekaj rekel, in je ta strah pred spremembo večji od te potrebe potem, da bi, ko ga nekaj, ali ker ga nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje, dal ven iz sebe in sprožil spremembo v okolju in sebi, in seveda bi potem to napetost, ki jo z vratom zadržuje stran od ust, oči in obraza in rok, spremenil v koristno delo, ki bi lahko kratkoročno ga premaknilo v neko v seveda negotovost, ker ima vsako dejanje svoje posledice, dolgoročno bi pa v bistvu postal bolj avtentičen, spontan in sproščen ter zvest samemu sebi. Ampak je potem lažje pred sestankom stisniti čeljust, dihati bolj plitko, dvigniti ramena, stisniti trebuh, ker vam to da nek občutek pripravljenosti, hkrati pa seveda s tem kopiči, nabira, nalaga pogoje za to večerno bolečino, ki se lahko zgodi že tudi zato, ker veste, da boste naslednji dan imeli tak sestanek. Ni samo, kaj je bilo, ampak tudi, kaj bo. In glavni del težave pri tem je zamik med zavestjo in telesom. Napetost v telesu nastane, zavest jo zazna, če jo zazna kasneje. To pomeni, da opazite, da vas vrat boli šele takrat, ko je napetost v vratu toliko močna, da je vaši zavestni in podzavestni vzorci potlačitve več ne morejo držati stran od vaše zavesti, hkrati je pa že toliko dolga in toliko razvita, da je več ne morete zavestno zmanjšati ali pa sprostiti. In cilj AEQ 2.0 je ravno, da zmanjšate ta zamik in bolj zgodaj, ko začnete zaznavati, da stiskate čeljust, da imate povišan tlak v prsih, da imate večjo težo v ramenih, kot da imate nahrbtni gor, čeprav ga ni nikjer videti. Potem seveda bolj opazite tudi, da plitkejše dihate, da imate bolj težek korak, in bolj kot to opazite, več možnosti vpliva imate na sebe še takrat, ko ta sprememba ni toliko velika in je izvedljivo narediti neko intervencijo, ajdemo reči tem tako. Pri tem je pa seveda potrebno ali pa uporabno, zato tudi tukaj to poudarjam, razlikovati med naporom in med pritiskom, ker napor ima začetek in konec, pritisk pa ostane v telesu in se spremeni v stalno notranje stanje, če ta pritisk ne uporabimo za dejanja, kjer pritisk, potencialno energijo pritiska spremenimo v kinetično energijo dejanja in s tem vplivamo na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje. Vožnja v prometu, delo z roki, ki so lahko nerealni, lahko smo tudi sami krivi, ker smo predolgo vlekli, pa smo zaradi tega živčni pa napeti, da se pripravljamo na ugovor ali pa da zadržujemo čustva v telesu, ustvarja ta pritisk, ki traja tudi potem, ko je dogodek že mimo in ga držimo v sebi, in ravno ta pritisk hrani ta kronična stanja, ker naredi gibanje osebe trše, povprečen mišični tonus je višji, zaradi tega je tudi dihanje krajše, avtonomen živčni sistem je bolj razburjen v simpatičnem stanju in seveda takrat je tudi počitek manjši. In zato AEQ korak pri takem problemu, v urejanju takega problema ni, da popravljate vrat na silo s pokanjem ali pa z masažami ali podobnimi stvarmi, čeprav kratkoročno lahko seveda tudi to pomaga, ampak AEQ korak je, da bolj zaznamo, kaj se dogaja, sploh kako smo, in potem bolj opazimo, kdaj se nam začnejo ramena dvigovati, ker ko začutimo, da gre ramena gor, to samodejno pomeni, da se je mišični tonus v vratu napel oziroma povišal. Potem lahko opazimo, da trup postaja vedno bolj trd, da se glava premakne naprej. In
prej, ko to zaznate, prej lahko zavestno vplivate na to, da vsaj malo zmanjšate te napetosti in opazite, zakaj do njih prihaja. In takrat se tudi obremenitev porazdeli veliko bolj smiselno, vrat ni več prisiljen nositi toliko kot prej, lahko sprostite ramena, dih dobi več prostora, bolečina pa lahko rečemo, da izgubi potrebo, da vas opozarja na nekaj, kar ni okej. In to je tudi bistvo sporočila tega AIQ Q&A. Večerna bolečina v vratu ni samo težava v vratu, nikoli, je pa vedno pozni izraz načina, kako se telo dan organizira, in ko se ta organizacija začne spreminjati, se najprej izboljša zaznava, nato znižate tonus, nato se spremeni delovanje vašega telesa in na koncu začnete spreminjati tudi bolečino, ne zato, ker jo odmislite ali pa najdete nek nov način, kako jo zmanjšati, brez da odpravite vzrok, ampak spreminjate bolečino, ker odpravljate vzrok zanjo. In zato AIQ ne deluje po logiki hitrega utišanja simptoma, ampak po logiki urejanja odnosa med zavestjo, živčnim sistemom in telesom. In če se v tem opisu prepoznate, pomeni, da vaše telo že dolgo nosi nekaj, kar bi bilo smiselno začeti urejati bolj zgodaj in bolj natančno z AIQ pristopom, ki ima tukaj več poti. Lahko začnete z branjem knjige Pot iz kroničnih bolečin, lahko berete AIQ basni ali AIQ zgodbe, lahko si poslušate predavanje na spletu in izvedete tudi AIQ vajo, ki jo vodim v tem predavanju, ali se pa udeležite programa Telo, dihanje ali pa ritem odnosov, v katerih obravnavam različna področja kroničnih stanj v telesu, v dihanju in v odnosih. In več načinov uporabe je razvitih zato, da lahko izberete tiste, ki vas v določenem obdobju in določenem stanju ravno prav obremenijo, da vas s tem pomagajo spremeniti v osebo, ki ima več reda, več zaznave in več vpliva na svoje stanje. Kako pri taki bolečini v vratu uporabite knjigo Pot iz kroničnih bolečin? Knjigo uporabite kot učni sistem, kar pomeni, da ne berete vse naenkrat, ampak berete v krajših intervalih. Teorijo 15 do 20 minut na dan, nato naredite kratek premor, preverite, kako čutite telo, potem greste v izvedbo AIQ somatske vaje, ki je del knjige. In za začetek je najbolj smiselno, da si izberete 2 vaji in en način opazovanja sebe, kaj opazujete kot posledico spremembe, kot spremembo, ki je posledica izvajanja vaj in proučevanja teorije. In nato to nekaj dni ponavljate in merilo tukaj v bistvu ni, koliko ste intenzivni, koliko ste pridni, ampak da imate več reda v praksi, ker se bolj čutite, kaj delate. In dober znak je, da imate manj trenja v gibu v prsnem košu ali pa v ramenih, da začnete čutiti, da je vrat manj napet, da imate manjšo potrebo po stiskanju, da imate več občutka prostora v telesu in seveda potem pride tudi ta del še, da povečate zavedanje, da po praksi napišete 3 kratke stavke, kako je bilo pred prakso, kaj se je pokazalo med njo in kakšna je razlika po njej. Na koncu pa to poskusite povezati še z eno vsakdanjo situacijo, običajno vam bo prišla na misel že med izvajanjem vaje, ko ste recimo kje sedeli, pa ste začutili, da ste nekam trdi ali pa vas je mogoče zaspeklo v vratu, pa takrat niste bili na to niti pozorni, ali pa ko ste hodili po stopnicah, pa ste imeli občutek, da vam glava preveč bingla levo pa desno, ali pa ko ste delali za računalnikom, pa ste imeli občutek, da bi najraje se vstali pa šli stran ali pa šli še bližje ekranu. In če opazujete samo en signal, en del sebe, recimo kak je bilo takrat po ramenih ali pa v čeljusti ali v vratu, dobite več učinka in več razumevanja, ki vodi pa v spremembo. Kako v takem stanju večerne bolečine v vratu uporabite knjigo AIQ basni? AIQ basni uporabljate najboljš po izvedbi kake somatske vaje iz knjige Pot iz kroničnih bolečin. Smisel je v tem, da z AIQ vajo najprej zmehčate napetost in povečate stik zavesti in s telesom. Z branjem basni in AIQ razlage pa pomagate potem razumeti
zakaj ste bili takšni in katera čustva, kateri odnosi, katere situacije v dnevu so vam povzročile tako napetost v vratu, ker bolj kot to razumete, lažje se spremenite in naslednjič preprečite, da pride do takšne enake reakcije. Z knjige izberete tisto basen, ki vas najbolj pritegne, jo pozorno preberete, med branjem opazujete, kako dihate, kak je vaš trup, kako sedite, kakšen je stik vaših stopal s podlago. In ko končate z branjem in proučevanjem razlage, se vstanete, malo hodite po prostoru in opazujete, če se je v tonusu telesa kaj spremenil, če čutite, da je vrat drugačen, da imate obraz drugačen. Ne pomeni nujno boljši, samo da je drugačen, iščete spremembo. Kako je dihanje. In na to si zapišete v knjigo najbolj očitno spremembo, ki ste jo začutili. Po vaji, ko razmišljate za nazaj, iz kroničnih bolečin in potem tudi najbolj očitno spremembo po branju basni. In tak vrstni red vam pomaga bolj razumeti in povezati telo in notranje doživljanje. Kako pri takem stanju uporabite knjigo Aiku zgodbe za odrasle? Aiku zgodbe za odrasle uporabite v bistvu na podoben način kot basni, samo ker so zgodbe drugače napisane, imajo tudi drugačen učinek na vas, na vaše telo in na razumevanje tega, kaj počnete. Zdaj odločite se, da zberete eno ali drugo knjigo, ker če bi šli v vse tri, bi bilo to že preveč, bi bilo že pretiravanje. Pomembno pa je, da zgodbo ne preberete kot neko hitro mentalno potrošnjo, tako da se zadovoljite, ali pa kot da berete nek napet detektivski roman, ampak da to zgodbo dojamete kot način, da lažje osvetlite, zakaj ste v trenutno takem stanju, ki ga zaznavate, in da kaj lahko naredite glede tega, da ga bolj razumete, ker ste v stanju, ki si ga ne želite ali pa ga niti seveda najmanj ne potrebujete. In pri večerni bolečini v vratu je to zelo uporabno, ker vam pomaga povezati ta telesni občutek s širšim notranjim vzorcem in potem tudi tukaj med branjem opazujete, kako dihate, kako čutite trup, ramena, vrat, glavo, kako glavo držite, ali raje knjigo dvignete, da ste bolj pokončno, ali imate raje knjigo recimo v naročju, da gledate dol in da vam glava spet visi na vratu, kakšen je stik s podlago. In potem tudi po branju zgodb preverite spremembo pri hoji, stoji, zapišete kratek vtis in s takim rednim zaporedjem vam pomagajo Aiku somatske vaje urejati telo, Aiku zgodbe pa notranje stanje. Katero Aiku predavanje bi bilo za bolečino, večerno bolečino v vratu najbolj smiselno zbrati? Najbolj primeren je v bistvu predavanje Notranji otrok, ki vodi vaše odločitve. Razlog za to priporočilo je v tem, da večerna bolečina v vratu običajno izvira iz avtomatskih odzivov, ki vodijo človeka skozi dan. Človek želi ohraniti red, varnost, kontrolo in sprejetost, telo pa pri tem, da to mu pomaga narediti, zategne čeljust, dvigne ramena, skrajša dih, poveča tonus v vratu in tak odziv potem ni zavestna odločitev, ampak utečen notranji vzorec, ki vodi držo, gibanje, dihanje in način prenašanja pritiska. In v tem predavanju notranjega otroka, ki vodi vaše odločitve, z razlago pomagam razumeti, zakaj pri določenih osebah v določenih okoliščinah telo tako hitro izbere ta znan način zaščite, čeprav boli, in zakaj se ta vzorec ponavlja tudi potem v odraslem življenju in kako lahko zavest postopoma poveča vpliv na takšne odzive in postopoma spremenite odziv iz otroštva, ki ga še vedno uporabljate v odraslosti, ampak je zdaj vedno bolj nesmiseln, zaradi tega, ker zdaj niste več tisti, ki ste odvisni od drugih, ampak so drugi odvisni od vas, kar je pa ogromna razlika. In pri osebi, ki nima dovolj razvito čustveno zrelost ali pa tudi telesno zrelost, je prevzeti odgovornost za druge dostikrat toliko težko, da raje ostanemo v otroški vlogi. In seveda potem lahko pride do tega, da smo neučinkoviti v reševanju problemov in potem to napetost, nezadovoljstvo, razočaranje, jezo, bes z zategnjenim vratom držimo stran od površine svojega telesa. In potem skozi predavanje lažje začnete povezovati ta sedanji simptom z globljim načinom
notranjega vedenja in s tem postopoma dobite več razumevanja, več zaznave, več možnosti, da pravočasno zmanjšate pritisk, ki se vam čez dan kopiči v ramenih, vratu in dihu. In na koncu še, kateri AIQ program 2.0 bi bil najbolj primeren za to stanje, je program Telo. Ta program je najbolj neposredno usmerjen v razumevanje kroničnega stanja, v razumevanje, zakaj telo drži mišičen tonus povišan, tudi ko ni več nobene potrebe, in zakaj bolečina običajno ali pa pride tako pozno, da se, ko se tonus tako dolg nabira v ramenih, čeljusti, trebuhu, prsnem košu, da se dih spreminja kot posledica napetosti in kako se telo težko spočije in kako je ta kronična napetost prenesena v gibanje in zakaj je doziranje ključno in kako se te spremembe prenesejo v vsak dan. In tako se ta program zelo lepo ujema s tem problemom večerne bolečine v vratu, ker udeleženca vodi od razumevanja vzroka do zaznave vzroka, do doziranja prenosa in potem integracije spremembe. Seveda je pa tukaj tudi širši učinek sodelovanja v AIQ programu, ker se na programih najbolj poveča interocepcija, se pravi zaznavanje notranje telesnih občutkov, kar pa zmanjšuje odtujenost od telesa in s tem seveda tukaj pride do pomembne razlike v zmanjšanju kroničnih bolečin zaradi udeležbe na AIQ programu 2.0, kar pomeni, da program ne da samo teorijo, ampak dobite tudi pogoje za bolj zgodne zaznavanje, boljšo regulacijo in manj kroničnim simptomov. Seveda je pa program tudi najbolj zahteven za udeležbo, se pravi, kolikor daš, toliko dobiš. Za konec še en povzetek, če vas vrat začne boleti šele zvečer, je to realno, kakorkoli se vam zdi mogoče čudno, uporabna informacija, ker vam pove, da telo vaše čez dan nosi več, kot zavest sproti zazna. In prej, ko to začnete zaznavati, prej lahko začnete spreminjati to, kaj delate čez dan, in potem postanete tisti, ki spreminja dan, ne samo trpi zvečer. Knjiga vam tukaj da osnove in ritem, basni pa zgodbe vam pomagajo razumeti in spremeniti notranje stanje, prepoznavanje vam izostri prepoznavanje triggerja za to, program pa vam da vodeno pot, da se ta sprememba utrdi v vsakdanu. Hvala lepa.